Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 14. julija 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Zlati in diamantni maturanti so dokaz odličnosti, pravo vprašanje pa je, ali šola in država razvijata znanje, ki ga bo prihodnost res potrebovala. Otežen pogled v zemljiško knjigo. Milan Kuster za Večer. V Mariboru lahko naredimo čuda in pol. Naročite se na podcast, da boste obveščeni o izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Vsako leto po objavi rezultatov mature preštevamo zlate in diamantne maturante ter se navdušujemo nad odstotki uspešnosti posameznih šol. Ti dosežki povedo veliko. So odraz izstopajočega znanja, pa tudi discipline, vztrajnosti, odgovornosti in želje po odločnosti mladih, ki so leta vlagali trud v svoje izobraževanje. Te lastnosti so temelj uspešnih raziskovalcev, znanstvenikov, podjetnikov, učiteljev, inženirjev, umetnikov in drugih strokovnjakov. Država z njimi ne pridobile odličnih maturantov, ampak ljudi, ki bodo ustvarili novo znanje, inovacije in družbeni razvoj. Za številkami pa se skriva vprašanje, ali slovenska matura še preverja znanje, ki ga bodo mladi res potrebovali v svetu umetne inteligence, hitrih sprememb in nepredvidljivih izzivov. Namesto pomnjenja podatkov bi morali bolj razvijati kritično mišljenje, ustvarjalnost, povezovanje znanja in odgovorno uporabo novih tehnologij. Ob tem pa bi morala šola še naprej krepiti človečnost, medsebojne odnose in občutek odgovornosti. Letos je Slovenija dobila 23 diamantnih maturantov, 324 zlatih maturantov splošne mature, 52 zlatih maturantov mednarodne mature in 64 dijakov, ki so na poklicni maturi dosegli vse možne točke. Pa bomo njihov potencial znali prepoznati kot najdragocenejšo razvojno naložbo Slovenije? O tem berete v Večeru. Prenovljeni portal e-sodstvo je za vpogled v zemljiško knjigo uvedel obvezno prijavo z elektronsko identifikacijo, kar je sprožilo pomisleke o omejevanju dostopa do javnih podatkov. Na Vrhovnem sodišču poudarjajo, da javnost zemljiške knjige ostaja nespremenjena, spremenjen je le način prijave zaradi večje varnosti, zaščite osebnih podatkov in preprečevanje zlorab. Povod za spremembo so bili primeri množičnega avtomatiziranja pridobivanja izpisov, ki so obremenjevali sistem in omogočili zbiranje obsežnih baz osebnih podatkov. Tisti brez digitalne identitete lahko izpiske pridobijo na okrajnih sodiščih. Tudi predstavniki nepremičninske stroke ocenjujejo, da je večja varnost pomembnejša od nekoliko manj udobnega dostopa. Za Milanom Kustrom je burno obdobje. Razhod z nekdanjim poslovnim partnerjem je prerasel v sodne postopke, ob tem pa je iVent po prevzemu britanske skupine Volution stopil na novo razvojno pot. Kuster pravi, da ga kratkoročne poslovne številke zanimajo manj kot dolgoročni razvoj znanja, tehnologij in novih produktov. V pogovoru odkrito govori tudi o slovenskem poslovnem okolju, davkih, razvoju Maribora, svojem pogledu na politiko in ugibanjih o morebitni županski kandidaturi. Podjetnik, direktor podjetja iVent, je z Matijo Stepišnikom in Mitjo Sagajem govoril o sporu z Lunosom in tudi o tem, zakaj meni, da ima Maribor precej večji potencial, kot ga danes izkorišča. Intervju z Milanom Kustrom preberite v Večeru in na vecer.com. To je bil Večer zjutraj, 14. julija 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odsvetiti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo, da boste razumeli bolje.